večer. Dragi moji, prebral vam bom še eno po evangeliju prirejeno zgodbico Boba Hartmana iz knjigice Zgodbe za Božič, ki je bila izdana pri založbi Ognjišče. Govori pa nam o Marijinem obiskovanju Elizabete. Prisluhnimo. Marija je morala nekomu povedati. Novica, ki jo je prinesel angel Gabriel, je bila tako čudovita, da se je zdelo skoraj preveč lepo, da bi bilo res. Zato je pohitela na obisk k edini osebi na svetu, za katero je menila, da bi jo lahko razumela. K sorodnici Elizabeti. Elizabeta je tudi sama pričakovala otroka. Saj se spominjate. To je bil sin, ki ga je Gabriel, tisti zaposleni angel, obljubil njej in njenemu možu Zahariju. Marija je rekla svoji sorodnici: Pozdravljena! Toda namesto odgovora na njen pozdrav je Elizabeta presenečena zavzdihnila. O! To je bil moj otrok, se je zahihitala. Ko si rekla pozdravljena, je kar poskočil v meni od veselja. On ve, mar ne vidiš, da je otrok, ki živi pod tvojim srcem, Božji sin. Elizabeta je vedela. Ona je že vedela. Še preden ji je Marija povedala. Zdaj je bila Marija še bolj začudena kot prej. Bog ti je storil nekaj čudovitega, je rekla Elizabeta Mariji. Zaupati moraš, da se bo res zgodilo vse, kot ti je napovedal angel. Marija je prikimala. Ja, verjamem. Res verjamem. Potem je umolknila. Spet je razmišljala, potem pa je znova spregovorila, kot če bi zložila pesem ali zapela svojo posebno pesmico. Moja duša poveličuje Gospoda. Moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil vsemogočni. Njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljene vsem, ki mu zvesto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Ko je končala, je Marija objela sorodnico Elizabeto. Pri njej je ostala še 3 mesece, dokler ni Elizabeta rodila sina Janeza. Potem pa se je vrnila nazaj na svoj dom v Nazaret. Tako. Tudi naše duše naj poveličujejo Gospoda in naša srca naj se radujejo v Gospodu, našem zveličarju. Amen. Lahko noč.